tej prireditvi Slovenske matice. Mislim, da je po tem prijetnem uvodu vsem jasno, da bo nekako povezana tudi s glasbo. Predvsem pa bo seveda povezana z veliko osebnostjo, ki se je s to glasbo tudi bavila. Najprej predstavim naši dve uvodničarki, to sta bili Barbara Spital na flauti, ki študira drugi letnik magistrskega študija na Akademiji za glasbo, mentorica je Karolina Šantl-Zupan, in Naja Mohorič na harfi, ki študira pod mentorstvom Mojce Zlobko-Vajger. Kar bom prebral, da ste odigrali, boste seveda vsi tukaj, ki se bolj spoznate na glasbo, kot jaz, tukaj je to velika večina, me popravili, kaj sem narobe prebral. Torej, Marcel turnir, dva romantična preludija, potem Bizejeva uvertura k operi Carmen in uvertura Žaka Ibera. Zbrali pa smo se tukaj na predstavitvi knjige jubilanta Primoža Kureta iz parterja Nekaj spomina, ki je išla v naši spominski zbirki Spomini in srečanja v uredništvu Miljane Cunta. Knjigo je torej izdala Slovenska matica v sozaložništvu s Slovenskim gledališkim inštitutom in ob podpori festivala Ljubljana. In vsem trem se lahko seveda zahvalimo za to, da smo ugledali ta izdelek, ki si ga boste lahko na koncu tudi vzeli v roke. In jaz sem prepričan, da bo pripravljen Ljubljanc tudi kakšen avtogram, da je če bo treba. Torej, o čem se bomo pogovarjali? Avtorja sam ne bi kaj dosti predstavljal, ne zaradi tega, ker ga vsi poznate, ampak zaradi tega, ker bo o tem povedal več tam in bomo seveda o tem lahko, oziroma nekateri smo že več prebrali tudi v knjigi. Morda bi začel kateri tisti, ki ga mogoče poznam manj časa kot marsikdo od vas, kako smo se midva spoznala. Najprej sem ga spoznal prek njegovega dela, ki me je seveda predvsem fascinirala knjiga o filharmonični družbi, zaradi tega, ker je bila zame kot za zgodovinarja en tist prelom, pa en tist nov dotik v kulturni zgodovini Slovencev, ki sem ga pravzaprav do vseh tistih umetniških področjih pogrešal. Zakaj? Izrazite nekaj desetletij nazaj smo imeli izrazito nacionalno tonaliteto pri vseh teh specialnih zgodovinah in splošni zgodovini, in literarni, in gledališki, glasbeni in tako naprej, kjer se je vse delilo na nemško in slovensko. In pravzaprav nemškega v drugi polovici 19. stoletja v času nacionalnih bojev skoraj da nismo imeli. Zdaj bom pa samo preskočil tudi na glasbeno zgodovino. Pravzaprav je bilo tudi, če še beremo 50-60 let stare preglede slovenske glasbe, imamo o Ljubljanski filharmonični družbi veliko v prvi polovici 19. stoletja. Od takrat, ko dobimo slovenske glasbene ustanove, je šel opis razvoja glasbenih prireditev, glasbene dejavnosti samo na to točko, tisto nemško je bilo pa samo še nekaj zadnjih, samo še nek moteč faktor, ki se ga ne boš dotaknil, ki zavira tisto, kar mora itak priti kot končni cilj, pa ne bom šel v tisočletnim sanjem. Torej, in ta knjiga je pa pravzaprav prva od teh velikih novitet, ki se pa, hvala Bogu, zdaj dobivamo ne samo naslednika, ampak v istem času smo imeli že v politični zgodovini s Primožem Zverom, zdaj imamo tudi gledališko zgodovino nemškega gledališča v Ljubljani, časopisje, najbolj ekstremni primer sem je del opis slovenskega časopisja, kjer je bilo, sicer je bil že naslov slovenski časnik, ampak nič narobe, če je 100 strani v isti knjigi o vodnikovih 9 leta izhajajočih ljubljanskih novicah. Ampak najprej na slovenskem izhajajočem slovenskem časopisu Laibacher Zeitung je bil po isti knjigi natančno en odstavek. Torej, in ta seveda delitev, ki preseže zgolj neki nacionalni vidik in kjer se ne zavedamo, da je bila to naša kulturna preteklost, s katero se moramo pohvaliti. Nekaj je v levo, da je bila to prva knjiga. In seveda druga nekaj let kasneje, ko me je seveda na presenečenje spoštovani profesor povabil, da sodelujem v muzikoloških dnevih, ki sem se seveda z veseljem udeležil in na to še kar nekajkrat sodeloval, kjer mi je bilo seveda, ker sem pa pravzaprav to mentaliteto prebral tudi v njegovi knjigi, kjer je seveda se mi izkaže Primož Kuret kot en človek širokih pogledov, ki poskuša združevati ljudi različnih pogledov, različnih strok in različnih interpretacij istega dogajanja.
Zdaj pa, da ne bomo šli, da ne bom jaz prvič govoril, ampak da bom dal besedo tistemu, ki naj bi jo imel, oziroma jo je deloma že zapisal. Pa bi morda začel, da bi dal kar besedo samemu Primožu o družini. Prvi del naloge, prvi del knjige je seveda vedno opis družinskih razmer in ena zanimivost, ki jo že moram reči notri, je na prvem mestu opis očeta, marsikdaj je obratno, ampak seveda očeta bolj poznamo kot Nika Kureta, kot človeka zopet svojskih pogledov na svet in seveda, ampak po drugi strani pa je obema staršema namenil natanko enako pozornost. Torej, najprej mogoče prvi spomini, ki so že notri, torej čas pobiranja Ljubljane in seveda tisti čas, ki ga je bilo tako ga je dobro preživeti, ko vemo, da je bilo spasno doma. Ampak v družini se je prav. So leta, ki se jih še lepo spominjam. Tudi smo mladi otroci, vsega, kar se je dogajalo okrog nas, se nismo zavedali. Čutili pač smo neke strahove in iz tega obdobja moram reči, da je ostal ne samo v meni, ampak v mnogih mojih generacij prisotni strah, ki nas je čudno spremljal skozi vse življenje. Ena bojazen, neka negotovost, ko nikoli ni sledil, kaj se bo naslednji dan zgodilo. Mi smo živeli dokaj odmirjeno krščansko življenje v Ljubljani, čutili pa smo seveda vse, kaj se je dogajalo. En del naše družine je bil v partizanih in je bila seveda skrb zanje tudi stalno prisotna. Na drugi strani so bili stalni obiski fašistov, popolj Nemcev, ki so premetavali stanovanje in iskali karkoli, kar bi pripomoglo, da bi očeta lahko odpirali njega koncentracijsko taborišče. Oče je bil nad politiko že pred vojno razočaran, dvakrat so ga vrnili iz službe in šele leta 1935 je nekako uspel dobiti stalno službo v takratni jugoslovanski knjigarni, ki je bila največja slovenska založba. Poleg tega je že od mladosti bolihal na premobilih, imel je tudi veliko dioptrijo in zato ni služil vojske. Ko pa se je vojna začela, je šel skupaj s svojim prijateljem, profesorjem Štefanom Pudom, na vojno komando v Ljubljano in sta se prijavila kot prostovoljca. Zdaj sta pač braniti zgodovino. Pa so jima rekli, no, gospoda, budva, kar pejte lepo domov, smo že vse bili. Tako se je tudi zgodilo. Oče se potem ni te stvari več vtikal, čeprav pa so na med vojno smo bili tako Italijani, da bi delal za mladinsko organizacijo ČIP, kot tudi Nemci, ker so vedeli, da je bil lutkar in so hoteli, da bi organiziral za tiste čase neko gledališče. On ga je organiziral, ampak ne po njihovem želji, ampak po svoji volji. In takrat je z nekim zadovoljstvom ugotovil, da v Ljubljani po kleteh takih vrtovih nastala cela vrsta velikih lutkovnih gledališč, za katere je potem napisal tudi celo vrsto igric. Tudi mi doma smo jih igrali. Skratka, kar se tega tiče, je bilo, imam lepe spomini. Druga stvar je seveda, kar se je vse zraven dogajalo in ta bojazen, ki se je v vodoma omenil, še zdaj ne moram pozabiti, recimo, ko so
justificira pana natlačila. Bil sem seveda v šoli in me je prišla mama iskat, ker si bala kako bom, ker so bile ulice vse zastražene. Mi smo nastanovali v Zarnikovi za Sveti Jožefa in sem hodil v mladenišče v šolo. No in potem seveda tista strahota s talci, še zdaj vidim, kako je krita po pokočnikih. In konc koncev sem imel sam tudi eno srečo. Ko sem šla z mamo nekoč so napletilna in telovadbo, ko sem bil blokilal. Pred postajo železniško je en italijanski vojak znoril in je hotel enostavno ustreliti. Ne vem zakaj. Sem bil popec, 7 let star. K sreči prišel nasproti oficir, pa moj puško je bil v zrak. Tako so gledali, da smo bili s tem svojim življenjem. No, pa še par besed imam, pa mogoče še vsem, mogoče da dodujem še pri očetu dodam. Vemo, da je bilo pa povojno življenje veliko odločilno tudi od političnih karakteristik in prav zanimivo je, Primož je objavil 2 politični karakteristiki svojega očeta, kjer je tisti klasičen model, ki se tudi sam večkrat pri kulturnikih sam našel v arhivih. Ni sicer naš, ni bil pa slab, ni pa nič narobe v tem. Torej, kar pomeni, če mu bomo nekaj pametnega dali zadelati, bomo imeli korist od njega, ampak kaj zraven ga pa ne se pusti. No. To so prav narašč objavili. Naj se ve, kako to bilo. Pred opero stoječega Julija Peteta sem se najbolj zapomnil politično karakteristiko. Tam namreč piše lojalen do vseh režimov od Habsburške monarhije dalje. Namreč 14 dni po osvoboditvi je moj oče že natančno napisati, kaj je Metvarno počel. In je seveda to tudi napisal in povedal. In potem so ga premestili z Ljubljane v Novo mesto, spet so v Novo mesto, kjer je učil na gimnaziji nekaj časa. Nakar se je še enkrat dopisal na univerzo in diplomiral na etnologiji, ki je bila takrat Nova Medova, na Ljubljanski univerzi. No in tistega časa se ne spominjam prav z veseljem, kaj direktno smo živeli v strahovitem pomankanju, ker je bil brez službe in nas je preživel tako, da je izdeloval ljudkovne glavice, lesene krožnike, ki jih je lepo poslikal in to prodajal eni gospej na takrat je bila Čopolovica. In od tega smo živeli, kako smo tam živeli. Potem je kasneje dobil mesto na srednji trgovski šoli in še kasneje pa na gostinski šoli, ker je bil romanist po izobrazbi, ne bi učil bodoče takarje francoščine. No in ko je tam začel delati, je napisal tudi celo vrsto učbenikov za to šolo, takrat smo malo ponači zadihali. Spod recimo, kaj je banana, kaj je ponači, kaj še ne. Kaj prvi smo bili? Ker ravno sem francoščino omenjena, prav zanimivo, da so leta, torej, ko je Primož začel tudi hoditi v gimnazijo in en seveda zanimiv podatek, začel je hoditi v tistem času, ko je bila obvezna ruščina. Vmes je bila, seveda, naš šolski sistem je bil po letu 45 do 60 približno reformirana na vsako ta drugo polletje ali pa drugo polletje in pol. Torej, na začetku ruščina, na to angleščina. Prav zanimivo je, večina literature, po kateri je bila pa kasneje nastala, večina svojih knjig je pa verjetno nemških ali latinskih. Tukaj je šel pa s tem dodatno zraven, pa še en podatek morda v gimnaziji, ker sicer ne razumem, nisem čisto razumel za muzikologa. Zanimali so me zgodovina in jeziki, matematika pa ne. Metrika pa takti pa vse. Ja. Čuli pa so poveda gospodina. S temi jeziki je bil križ, ne? Najprej so nasilili z ruščino in noben ni maral ruščine.
Torej smo vsi z odporom bili pri ruščini. No, pa ruščino so likvidirali, pa smo dobili angleščino, latinščino so nam itak šele kasneje obesili, grščino šele tudi v 5. gimnaziji, ne vem, kjer je to zdaj. Ampak skratka, vsega smo malo pošlopali, naučili se vse pa več. In kar z vami jezikov so se vse pa sam naučili. Morda še tole, vpliv očetov študija ali pa očetovih ved na izbor lastne študijske v knjigi pravzaprav tega ni zaznati. Torej pa čist lastna odločitev, ker doma večkrat marsikoga dijake zapelje očetova takšna ali drugačna knjižnica. Tukaj tega nisem zaslužil. Ja, torej moj oče je zelo dolgo časa podeloval, da je prišel na neko mesto, kjer je lahko se posvetil svoje stroke. Takrat sem bil jaz že na univerzi. Tako da me tisto, kar je bilo prej, ni posebno seveda mikalo. Poleg tega, čeprav sem se ukvarjal tudi z etnologijo, mi to ni bilo tako blizu. Moram reči, da mi je bila bližji sledistika, primerjalna književnost, zgodovina. Z glasbo sem se sicer zelo intenzivno ukvarjal, ampak celo tako intenzivno, da je moj oče šel vprašati Dragotina Cvetka, ali so kakšne možnosti za službo kot muzikolog. Na kar je on opiral, da je to možnosti ništeta, radio, televizija, časopisi, revije, da je kar več študirati. No, pa sem pa šel na akademijo, pa sem se čekaj posebno pripravljal, da ste spremljali s 50 let. Pa nisem bil zadovoljen. Že šel pa nasprot k očetu, ki je bil na Sazuju v dopisnem inštitutu. Pa se rekel, da sem izpita naredil tle na akademiji. Pri meni je bil pa Emilijan Cevc, sta bila dobra prijatelja. In se rekel, veš kaj, ampak da ni bilo preveč všeč. Prav cel spletno umetnostno zgodovino. Pa zašel pa me ni bilo žal nikoli, ker je bil tam čist drugačen študij. Tam sem pravzaprav videl, kaj je univerza. Zelo pa je to, upam, da kolegi z akademije, ki je preveč kritično vzeli. Ne bom nič kritiziral akademije. Akademija je imela zelo dobre profesore za posamezne inštrumente. Tu je bila dejansko lahko res vrhunska. Ampak tisti oddelek, na katerega sem jaz prišel, se je imenoval čez zgodovinski oddelek, znanstveni oddelek, čeprav v znanosti ni bilo kaj dosti govora. In tudi predmeti so bili taki, tako nameštrani, da smo naredili. Ampak zanimivo se mi je zdelo pa tudi to, namreč dobil sem še eno drugo asociacijo. Kot študent že veliko po gledališčih, veliko po muzejih, veliko na glasbenih prireditvah. Namreč spomnil sem se pred zaporo, korona krize in tako nazadnje, ko smo bila že eno v operi, se usedem in zraven na stolu slučajno moj bivši profesor iz zgodovine Ignacij Voje, ki je tudi pel pri APZ-ju v študijskih letih. In kar me je šokiral, to pa ne povedal, da ima karto od unga tam, pa je pokazal, da je davnega nastopajočega, ker je ne vem kakšna skorostvena linija. In pa mi je, a se ne spomnim, katero opera je bila, naspel vse te prireditve, te priredbe, te opere v Ljubljani od 50. leta, ko je prišel v Ljubljano, z vsemi glavnimi pevci, s tem bi še pokomentiral čisto vsakega, pa katero je bil najbolj všeč. Torej, to je bilo nekaj običajnega, ali ste mi se tudi med izjeme? Jaz mislim, da je bilo to predvsem običajno. Opera zlasti nedobena vojna je bila pravzaprav eno umetnostno središče v Ljubljani. Saj glasbeno, ker filharmonije ni bilo, niso bili simfonični koncerti bolj izjema kot pravilo. To se nam seveda je poznalo.
še odpel, da se nam poznaš včasih še zdaj. Zato so bili ljudje navezani na opero, so bili tam malo maj razprodani in tudi pevci so bili relativno dobro v Ljubljani, čeprav so tam boljši vedno odhajali. In mislim, da ko smo bili v gimnaziji, smo vedno hodili na vse primere v opero, tla mestno gledališče. Skratka, to smo uživali vse, kar se je Ljubljana naredilo, ker družba tudi enostavno, ko so do leta, so bili zaprti, ne? Je bila malo večja karantena, kot je zdaj. Ravno ta karantena se mi je še zdela, torej očetova karakteristika in težave pri pridobivanju potnih listov in sem se prav eno točko zapisal, vračanje v domovino. Torej, vedno, ko si pa prvič dobil potne liste, je bil pa vedno strah se vrniti ali ne. Iz Bolonije je zapisano, da vam je toliko in toliko študentov zmanjkalo, ko ste se kot tam sprehajali po Kranjski gori, gor pa dol, ste bili že sumljivi tako ali drugače in seveda potem tudi iz Dunaja vračanje domov, kako je težko, ker sem mogel zapustiti veličasten Dunaj. Ja, res je. To so bili hecni časi. Mi smo imeli eno skromno hišco v gozdu Martunku, na Srednjem vrhu, imamo še zdaj. In smo radi gor hodili. Po vojni smo hodili. Meja je bila gor sicer na vrh Karavank, ampak skozi vas je šla cesta in na tisto cesto se bo že sunil, če si se šel. Mene so ne vem, kolikrat aretirali vojaki in me gnali pod puškami v Kranjsko Goro na policijsko postajo, ker je bilo zelo zabavno, ker je se izbavca bilo zraven. Zdaj bi te spavno popili. Zdaj, to so veliko zgodili. Pa, res je pa, da je potnega lista niso bili. Si šel prvič še zmeraj, ko si bil star 23 let. In sicer je akademija organizirala izmenjavo z akademijo v Boloniji. In smo šli. Jaz sem si bil potnega lista, skupin potnega lista, pa še ena kolegica, to je bila v kazenski obravnavi. No, ampak pa so nekako zdribili, da sem vendarle tudi jaz lahko šel zraven. In smo se pelali. Krasno je bilo, v Trstu, teta pošla, vesti se na par lijev, v roke je to, da radoš šel lahko na več sladoled. In smo šli. In kaj se pa zgodilo? Odgovorili so nas s tem prijateljskim vzelo Rimani, San Marina, vse posod tako, bilo je zelo zabavno, ampak vodstvo naše ekskurzije je zaprosilo za politični jezik. Z vsemi dokumenti so jo pobrisali. Pa mi nismo vedeli, kaj pa zdaj, kaj bodo naredili z nami, ko pridemo nazaj. Pa smo si tapili tam Iko Otrini, najbolj ga kdo pozna Ika Otrini. Videla sva, kako so žrtvovala, to je pa domov. Še nekaj več vidimo. Pa so še pa v Trstu na naš konzulat, pa smo se ne bali, ne? Je rekel konzul, je rekel se te so vsake skupine skupine. Teramo zdaj, pa smo šli od domov. Domaneč, več, jaz si posebej sprašal. Ampak facit tega je bil, da sem jo sedel potni list zaradi me. Odlično. Zdaj pa pred bomo šli še na muzikologijo in ker je konkurenca, kakor bi rekli v filmu, Vesna malce pritihnila, bomo še eno glasbeno spremljavo dodali. Prosim. Astor Piazzolla.
stroške, pa upravičilo seveda za konkurenco, za katero pa ne moramo biti odgovorni, priznam, da ne. Torej, nekako sva pri tem končala, zdaj pa v drugem delu, pa bolj na ožjem muzikološkem teritoriju, potnem listu za Dunaj. In seveda potem tista pot na Dunaj, ki je nekako zauzeme skoraj, da pa poti na Dunaj v enega temeljnih preobratov, so tudi v spominih tako pisne. Torej, to seznanjanje pravzaprav z vso svetovno produkcijo, ki se je takrat tam nahajala, in seveda seznanjanje z literaturo, ki je doma ni bilo in je seveda odpirala povsem drugačne poglede na svet in pravzaprav kaže še na eno, da zapiranje Slovencev v Slovenijo pomeni samo eno, do genske napake lahko pride, ne? No, veliko. No. Ja. Ko sem končal akademijo, je dragi Emilijan Cevc prišel na idejo, da bi dobro, ko se lotil slovenskih srednjeveških fresk in naslikavnih inštrumentov. Jaz sem se takoj navdušil za to temo in sem začel lepo brskati. Kakšno razočaranje sem doživel. V Ljubljani ni bilo ene knjige, ki bi se lahko kaj iz nje naučil. Skratka, to od metodologije do literature, to sem moral se sam nekako pomisliti. In še na Dunaju sem jih malo odprl, in tam pa je bilo na voljo dosti literature, tudi sporedne. Poleg tega me je Dunaj očaral predvsem svojo glasbeno ponudbo. Tam sem doživel take predstave, ki so mi ostale nepozabno spominov. Dimitrij Mitropoulos je na primer dirigiral na pamet Ples v maskah. Kakšna predstava je bila to? In sve druge. Seveda, življenje na Dunaju je bilo drago, jaz sem imel denarja malo. Pa sem se prehranjeval v študentskih menzah. Konzumiral sem velik del njihovega pridelka zelenjave v tisti jeseni, ker za meso ni bilo denarja. In tako dalje in tako naprej. In seveda, pa sem začel še kaj razmislil, kaj pa če bi šel kar postopno naprej študiral. Ja, se rekel več. So bile dileme, so bile življenjske dileme, pa se vidim, da bi bilo zelo narobe, če bi to naredil. Nisi še vojske služil, tudi doma ne je bilo veliko dobro, si šel nazaj. S tistimi prepovedovanji me je spomnil stopek, ker smo živeli v skupni državi Jugoslavije na en takratni štos. Onda sem prešel na študentsko dieto, doručak ponedeljkom, ručak četvrtkom, večera subotom. Kar bi je bilo pa novega, tega pa še nisem vedel o Primožu Kuretu, dokler nisem prebral spominov, da je bil precejšnjo vrsto let zaposlen v upravnih strukturah na občini Center Ljubljane v kulturnih dejavnostih. Kar pa seveda postavlja človeka v povsem drugačen luč. Namreč poznamo razne kulturniške proteste, pa poznamo mnenje kulturnih ministrstev, zakaj se nekaj ne da. Redki so pa ljudje, ki lahko združijo obe dve izkušnji in pokombinirajo obe dve izkušnji in da povedo, kaj je v okviru danega možno. In to je bilo zdaj tudi vidno. Po eni strani imamo nekoga v isti knjigi, celo v isti osebi, ki nekaj časa odreja, na to pa začne organizirati muzikološke dneve, ker je nekaj povsem novega in ve, kako se tudi stvari streže iz druge strani. Ja, življenje pač prinese se sorte zanimivosti in obrate. Nikoli si nisem mislil, da bom postal upravni delavc, ampak ker službil v svoji strogi enostavno nisem mogel dobiti. Živeti je bilo treba. Konec koncev sem se tudi poročil, imel sem 2 sina, pravo sem stanovanje. In ko se je porodila prilika,
se zapeljal na mesto svetovalca za kulturo, prepričan, da tega mesta ne bo dobil, kot nisem dobil celo vrsto mest, sem lahko pokažel mapo z odpovedmi, koliko sem prosil za službe. Tako kot zdaj, se zdaj ni dosti boljš. Ja, ampak pa so me pa sprejeli, pa ne vem zakaj. In pa sem pa tam, po pol leta sem postal že šef oddelka. In to je bilo, to ni bila samo kultura, veste, dragi moji, to je bila šolstvo, so bili vrtci, je bilo zdravstvo, celo zdravstvo, je bila vsa sociala, domovi za starčke, kamor so v mestu. In bil smo posebej oddelek za borce in invalide NAV. Vse to obvladati meni, ker sem bil čist drugega sveta, ker sem bil glavno čist druge stvari, ni bilo enostavno. Ampak imel sem nekaj dobrih kolegov, ki so mi pomagali, da smo to zvozili. In pa so kar tam na tem mestu obstal. Da prišel v stroko, ni bilo zamisliti. In pa so predelal kariero, ne. So postal član izvršnega sveta, to je pomagali. Vse škole nisem dosti naredil. Upam. In vse to brez knjižice. Brez knjižice. Brez knjižice. Ja. No, ampak sem se opiral. Nas je bilo več. Ja. Ja. Ampak dajmo preskočiti po vse na tisto prijetnejšo plat, muzikološko. Ta ni prijetnejša. No, in ne govorim o medosebnih odnosih. V enem pismu Petra Andraškega, ki ga je objavil Primož, o zdrahah okoli njegovega enih zbornikov za eni jubilej. Upam, da pri tej knjigi zdaj takih zdrah nismo imeli, bomo na končno nazdravili, ampak je lepo napisan en stavek, ko Andraške piše pogled od zunaj v Slovenijo. Če od zunaj pogledamo v Slovenijo, torej v slovenski muzikologiji nekako vas je premalo, Slovencev je premalo, da bi se pol v eni stroki kregali med sabo. Ko sem tisto prebral, samo iz tega stavka daš muzikologijo ven in velja za vse slovenske stroke. Torej, že itak nas je malo, pa še tam se moramo parcelizirati. Torej, če sta dva, morajo biti vsaj 4 kategorije skreganosti, ne? Torej, ampak jaz ne bi še rekel to, mogoče še to, kako Slovenija je mala, kako so vseh pol, ki je kaj lahko najde noter. Od skladateljev, ki jih omenjaš, je tudi eden, na katerega sem sam drugače navedel, ker sem pač stanoval v ulici Marjana Kozine, se šolal v glasbeni šoli Marjana Kozine in eden od mojih učiteljev je bil tudi Zdravko Hribar, ki je omenjen notri. Ta odnos do Marjana Kozine se mi je tudi zelo zanimiv. Ja, no to je prijetnejša plat. Pa smo jo našli. Ja, to je bilo pa tako, ne? Hočem začeti. Moja mama je tudi Novomeščanka, on je bil tudi Novomeščan. In jaz sem prišel od vojakov z obljubo, da me čaka mesto na radiju, ga ni bilo. In pa sem bil to lep Ljubljanc, več od mene. In naletim na Marjana Kozina. Prav, pa ti tle delaš? Jaz sem rekel, drem. Rekel, veš kaj je, rekel, imaš kaj cata? Sem rekel, ja, kukaj češ. Rekel, pred z mano, greva na Trško goro, jaz pišem knjigo o operi. Ti ne boš pisal knjige o operi, si še predzeden, ampak vsebine oper boš pa lahko pisal. Pa so šla na Trško goro. In to so bili zelo prijetni dnevi. So se vozila na Gorjance, tam Badovinac, ne. Še vedno? Je prišel v Badovincu, noter. Tam dobite, zdaj, kot smo bili pri potnih listih, tam zdaj dobite potni list za Bela krajina. Ja, takrat ga še ni bilo. Pride gor, prav Badovinac, prav, kar imaš mesa na mizo. Jezus Kristus je pa nesel. Kdo to povedal? To je ti. On je pa sam pil. Se rekel, čak zdaj pa malo nekaj, ker se pa dol prepeljati na zelo malo mest. Nič ne pomagali. Vmes, ko so se vračali in stavniki, je rekel, zdaj
malo gledati gospodično, pa tele vile gorjanske, in se je polo ene pol tam sprehajal, se pogovarjal s tistimi duhovini, šel nazaj, se pa lahko nazaj, nešto do svoje pol ni videl. Ampak kaj se hoče povedati? Večeri pri njem so bili izredno zanimivi. To je bil en najbolj duhovitih Slovencev, kar sem jih jaz v življenju srečal in spoznal. To iz njega je kar brputalo. In to domislica na domislica. Bil pa seveda tudi izredno kritičen in izredno je spoštoval glasbo, ampak ne vsako. Tista njegova zadnja razprava, ki je šla v naših razgledih, oči stran od lepote, mi še zdaj veliko pomeni. In me je mogoče tudi malo inficiral, da se nisem preveč predal tem raznim avantgardnim eksperimentom in sem bil za njih zelo kritičen, tudi nisem zelo dobre kritike v njih pisal. Ne zmeri. No, ampak skozi da smo potem redno se srečavala, ko je prišla v Ljubljano. Marsikaj mi je povedal zaubo tudi z intimnega. Izjemno sem ga spoštoval in cenil, tako kot mi je dragocena tudi njegova glasba. In prav vesel sem bil, ko se je porodila priložnost, da smo v Novem mestu organizirali 2krat simpozij o njem. Enkrat tudi je bil mednarodni, da smo izvedli njegovo opereto Majda in še nekatere druge stvari in da smo vendarle malo približali zavest Dolencev in Novomeščanov, da imajo ali da so imeli med sabo velikega skladatelja, na katerega smo Slovenci lahko še zdaj ponosni. Čeprav imamo v slovenskem grbu 3 glav, kaj je bilo, če ti Marjan Kozina vprašal, katera je najlepša gora na svetu, Krška gora. Tukaj je bil konc debate seveda za njega. Ampak, da ne bomo predolgi, vsem bi se pa na koncu stalo pred slovenskih glasbenih dnevih, pa pri tem, da ne vem, bi moral res človek premisliti, koliko je podobnih rednih letnih dogodkov na Slovenskem, kjer v eni koži, v eni stroki pripeljajo redno v Ljubljano toliko eminentno uglednih strokovnjakov. Torej, začeti je bilo treba z nule. Točno. No, kako bomo rekel, z nulte točke kot nulta, prva predprogramirala simfonija. Veste, tako je bilo, ne? Darjan Božič je začel s nekimi slovenskimi glasbenimi dnevi, vendar se zdaj ni obnesla. Tako da smo imeli mnogo let kasneje, sva z Milanom Stiviljem, skladateljem in še nekaterimi drugimi kolegi se pogovarjali o tem, ko smo uspešno opravili Evropsko leto glasbe, da bi nekaj podobno organizirali tudi v Ljubljani. No, in potem, ko smo se pogovarjali o tem, je prišla ideja, da pravzaprav sami koncerti ne bi bili samo čisto v redu. S koncerti jaz sodobno in starejšo slovensko glasbo, ampak zraven še strokovno posvetovanje. Jaz sem bil pripričan, da če že imamo muzikologa, po svetih je bil še več kot pa nas, če pa jih ne bi povabili, pa ne bi tole organizirali tako, kot ponekod drugod to delajo. In smo začeli. Začetki so bili težki, moram priznati. Plakate smo delali sami, vse smo sama delali pravzaprav. K sreče pa to stvar prevzel Festival Ljubljana, ki je tudi zelo dobro nadaljeval in Darka Brleka danes tukaj ni, bi se mu prvi na tem mestu zahvalil za vsa ta zadnja leta, kar je naredil za slovenske glasbene dneve pri njihovi organizaciji. Namreč, glasbene dneve smo razširili še na kulinariko in jo povezali z ogledom enega turističnih
biserov Slovenije in smo tako našim gostom, ki so morda tudi zaradi tega radi prišli v Ljubljano, porodili ne samo našo glasbeno preteklost, sedanjost, ampak tudi našo turizem. Torej, pohvaliti treba slišati, kar imamo. Ja. Kar imamo za pokazati. Ne bi že, ker je približno, nam ne bije nam ura, nas ne štopa, ampak ker smo že kar 1 uro približno na tej prireditvi, bi morda še preden bomo našemu slavljencu, knjiga je namreč išla ob njegovi okrogli 85-letnici in preden bomo nazdravili, morda še, če bo iz publike še kje kakšna beseda ali kakšno vprašanje. Če smem jaz nekaj dodati, iz tega, kar v tej knjigi ni. Moje ime je Marko Košir, odkar sem pokojil, pišem knjige o železnici in slovenskih glasbenih umetnikih. Tako sem do zdaj napisal tudi v sodelovanju z gospodom profesorjem knjigo o Dragu Marju Šijancu, to je slovenski dirigent, ki je po vojni svojo umetniško pot nadaljeval v Argentini. Nato sem napisal knjigo o dirigentu Jakobu Cipciju, ki je postavil po vojni tako v Ljubljani kot v Mariboru stvari na pravo mesto. Temu je sledila knjiga o mariborskih opernih zvezdah, nato o Lovru Matačiču v Sloveniji, nato o Latku Korošcu, Vilmi Bukovec in Valeriji Hejbal. Pri večini knjig mi je tako ali drugače pomagal tudi moj dragi prijatelj, cenjeni Niko, za kar sem mu zelo hvaležen. Pri knjigi Lovro Matačič v Sloveniji je pa napisal del, ki govori o slovenskih orkestrih med obema vojnama in po vojni. To se pravi nekje od prihoda Lovra Matačiča v Ljubljano leta 1922 do današnjih dni. Se pravi do leta 2014, ko je ta knjiga napisana. To, da si je gospod profesor vzel čas zame, jaz sem po poklicu strojnik z glasbo, lahko rečem, da note poznam, ampak to je tudi vse. Z glasbo konkretno nimam nič. Edino žene me velika ljubezen do glasbe in pa želja, da prispevek velikih umetnikov, ki Niko sicer ni omenil, ampak ko je govoril o ljubljanski operi pred vojno, vem, da je mislil na Valerijo Hejbal, tako našo sjajno primadono. In po enem vam moram povedati še nekaj, tega tudi vi ne veste. Leta 2018 je angleška firma Decca izdala ponatis vseh oper, ki jih je posnela leta 1955 za Beograjsko opero, pri kateri je sodelovala tudi Valerija Hejbal, to se pravi Knez Igor, Sneguročka, Evgenij Onegin in Pikova dama. V času, ko je nastopila COVID kriza, je pa v Nemčiji išel ponatis 8 oper, ki jih je posnela Beograjska opera. To se pravi, gospa Hejbalova je po 60 letih doživela neverjetno priznanje. 8. opera je bil pa Don Kihot z Latkom Korošcem in z Miroslavom Čegalovićem. In ravno ob 100-letnici rojstva Latka Korošca, jaz in moj založnik in fundacija ustanova Latko Korošec iz Zagorja v Savi pripravljamo ponatis knjige Na tista lepa pota Latka Korošca, ki je šla od leta 1973 in je s tem, kar sem vam zdaj povedal, dopolnjena. Med tem časom se je zgodil še en žalosten dogodek. Umrl je moj drugi sodelavec pri mojih pisateljskih podvigih, to je Peter Bedjanič, ki je tudi omenjen v ponatisu in ki je tudi sodeloval pri večini knjig, ki sem jih napisal. Začelo se je z gospoda profesorja, sem pa spoznal tako, da je prišel na predstavitev knjige o Dragu Marju Šijancu v Slovenskem gledališkem muzeju. Gospod Svetina, takratni ravnatelj, se mi je opravičil, da je
pozabil poslati vabila, sem rekel, nič za to. Je rekel, kaj, če bi to predstavili, sem rekel, odpade, gospod profesor je že tu, zdaj pride še gospa Snojeva iz Nuka za svojo ekipo in pa moja draga prijateljica, gospa Vilma Bukovec, če bojo samo ti trije, tu je zadosti. Ampak je pol tista prireditev vseeno uspela z gospodom profesorom, sva navezala stike in trajajo vse do danes. Dragi Niko, želim vam še naprej uspehe. Kot sva se prej pogovarjala, po tovorniku prijete pa vinorstvo. Hvala. Še kakšno vprašanje, še kakšno pripomba povezana z današnjim zdravljenjem? Če ne, torej vsi, ki bi knjigo želeli, je priporočljivo za branje, imajo danes seveda priložnost dobiti tudi po promocijski ceni, seveda toliko nam zakonodaja dopušča. Zdaj vas pa še povabim, da tamle na moj kozarček natočili v kotu privili, se bomo nazdravili in še nam mnoga leta.